strokovnih predavanjih in virtualnem kooperacijskem srečanju z naslovom Inovacije in digitalizacija v agroživilskem sektorju. Dogodek organiziramo v okviru 59. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra 2021, in sicer Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor ter partnerji Evropske podjetniške mreže. Torej, začeli bomo z kratkim uvodnim govorom oziroma uvodno predstavitev, ki jo bom podal, ki se tiče COVID-19 situacije in pa sprememb trendov v agroživilskem sektorju. Kot naslednji primer bomo prikazali primer turistično vodenih ogledov oziroma poslovanja v podjetju Oljarna Jeruzalem Sad. Gospa Sonja Krabonja vam bo naredila kratko 15-minutno predstavitev in sledila bo predstavitev poslovanja turistične kmetije in pa uporabe spleta in ostalih tudi socialnih omrežij. Gospod Borik Oranjek iz turistične in ekokmetije pri Baronu je tokrat z nami. Finance so vedno bile zanimiv pojem, ki je povezan z investicijami in pa z uvajanjem novih sprememb, tako da bomo tokrat pogledali kar dvoje virov financiranja. Prvi javni del financiranja na področju digitalizacije bo prikazala gospa Jasna Mak iz podtočke Podravje, in pa drugi del se bo nanašal na financiranje naložb v nove tehnologije. Gospod Dejan Pristovnik iz Nove Ljubljanske banke d.d. bo predstavil tudi ta vidik. Kasneje danes poteka od 11. ure dalje drugi dan virtualnih kooperacijskih srečanj, ki se jih lahko vsekakor tudi udeležite. Morda, če kar nadaljujemo, kar z kratkim pregledom pandemije in pa seveda vpliva na kmetijske in prehrambene dobavne verige. Treba jasno povedati, da industrija hrane in pijače zaposluje kar 4,8 milijona ljudi in finančno gledano pa vse skupaj predstavlja približno 266 milijard evrov dodane vrednosti. To pomeni, da je znaten delež poslovanja vezan na kmetijstvo in prehrambeno industrijo. Kar se pa tiče samih gospodarskih in pa družbenih učinkov, je pa seveda treba povsem poudariti, da vpliv te epidemije, ki je nastopila že z lanskim letom, je obsežnejši in pa drugačen od vseh dosedanjih pandemij, ki jih nekako bolj podrobno poznamo. To pomeni, da treba reči, da je tudi večji vpliv, kot pa je bila na primer sama finančna kriza v letih 2007 do 2009, ki jo poznamo kot dokaj hud udarec samemu gospodarstvu. Primerljivo gledano, torej, je to največji dogodek, torej v negativnem smislu, po veliki recesiji iz leta 1929. Zdaj, pandemija vpliva na vse funkcije, na vse verige preskrbe s hrano, to pomeni vse od dobave, pridelave pri kmetih, predelovalnih obratov, logistik, veletrgovcev in pa tudi trgovcev na drobno. Pomanjkanje hrane je vsekakor vplivalo tudi na cene kmetijskih proizvodov, predvsem vidimo vpliv na tistih končnih cenah izdelkov, morda malo manj na onih prejšnjih pri predelovalcih. Na drugi strani pa je veliki vpliv tudi v smislu šoka, ki se je dogodil z hotelskim, restavracijskim pa gostinskim sektorjem. Morda nekoliko manj v zadnjem času, ampak vemo, da prvega pol leta je bil ta vpliv strašen oziroma zelo velik, torej vpliva je tako na kmetijske dobave, kot pa seveda direktno na turizem. Naslednji velik problem pa sigurno se nanaša na odsotnost ljudi, zaposlenih delavcev zaradi bolezni ali omejitev, ki so nastale pri potovanju lokalnih. V kmetijstvu pa imamo tudi opravka z migrantskimi delavci, to pomeni sezonsko delo je kar močno vezano na samo kmetijstvo. Zdaj, drugi pomemben faktor je vsekakor obnašanje potrošnikov. Obnašanje potrošnikov v teh situacijah se običajno lahko začne pomembno spreminjati in vse skupaj vpliva tudi na same dobavitelje, predelovalce. Tako da, če bi šli morda nazaj v čisto prvi del, v začetek pojave COVID-19 pandemije, lahko ugotovimo, da se je takrat povpraševanje po sveži zelenjavi, na primer in kruhu,
zelo sunkovito in pa hitro povečalo. Čez kakšen mesec dni je prišlo tudi povečanje povpraševanja po alkoholnih izdelkih, tako da če bi statistično pogledali morda podatke pri naših sosedih, vidimo, da so po italijanskih statistikah imeli podatek, da se je povečala povpraševanje po sadju za 29%, zelenjavi nekje 33% in tako dalje. Bistvena sprememba pri obnašanju potrošnikov je bila tudi v smislu direktnega kupovanja v trgovinah in pa pričetka spletnega naročanja. Vsaj kot primer lahko vzamemo ZDA, ki so mogoče včasih bolj drastično nagnjene k hitrim spremembah. Tam se je kar 70% strank ob pričetku pandemije odločilo, da bo manj pogosto kupovalo v trgovinah in pa pričelo intenzivno kupovati preko svetovnega spleta. Narejene so bile številne študije, ki se nekako osredotočajo na obnašanje potrošnikov in opažamo, da pri vseh teh analizah, da so ljudje pričeli jesti dosti bolj zdravo prehrano, hrano bogato z sadjem, zelenjavo, ni pa bilo pojavljenega načina, da bi ljudje tudi več za to poskušali zapraviti, kar se tiče denarja. Torej, z istim proračunom so poskušali doseči približno isti nakup. Je pa res po drugi strani, da ljudje so malo bolj postali racionalni tudi pri potrošnji denarja. Glede na manj optimizma je prišlo tudi do neke mere povečanja samega varčevanja. Obnašanje je seveda vezano tudi na dejstvo, da so ljudje bili več doma, torej vse skupaj je pri potrošnikih nekako vodilo v trend, da se več hrane pripravlja doma in pa seveda to, kar smo mi vsi videli že na vsaki cesti, dostava na dom, predvsem v večjih urbanih središčih so se pojavili ponudniki dostave hrane, ki so še danes zelo močno vidni, čeprav se neke stvari sprostitve ohranjajo in čeprav mislimo, da bo vse skupaj deloma ukinjeno. Torej, ta model obnašanja potrošnikov je vodil do spremembe tudi ponudbe na samem tržišču. Ljudje so se začeli tudi odločati za nakup hrane, ki ima nekoliko daljši rok in pa hrane, ki morda ima zaradi trenda k zdravi hrani tudi manj vsebnost soli, kalorij in pa sladkorja. Tudi krepitev imunskega sistema je postala zanimiva, predvsem za tiste, ki so na drugi strani kot dobavitelji, kot trgovci. In vse skupaj, če naredimo neki rezime glede obnašanja, lahko rečemo, da se bo številni modeli obnašanja nekako vrnili nazaj v preteklo stanje, nekateri pa verjetno ne, saj so vsaki modeli obnašanja lahko tudi cenejši, enostavnejši in se bodo v prihodnosti tudi obdržali. Na nivoju Evrope je prav tako vidnih kar nekaj prehrambenih trendov. Prej sem omenil že osredotočenost na zdravje in na dobro počutje ljudi. Po drugi strani pa se je pojavilo vedno več inovacij, ki se nanašajo na personalizirano prehranjevanje. Zdravje bo torej postalo vedno bolj pomembno. Tudi metode pridobivanja hrane so zaradi pandemije postale vedno bolj digitalizirane in pojavlja se nekako model, da se vedno večkrat lahko kupuje tudi neposredno pri predelovalcih. Kuhanje doma, ki sem ga prej omenil, je zanimivo povedati, da je tukaj nastopil trend, da se predvsem mladi potrošniki, to je nekje tista skupina pod 30 let, vedno bolj odločajo za kuhanje doma. In tukaj iz tržnega vidika seveda postaja zanimiv trend ali pa poslovna priložnost pri uvajanju pametnih kuhinj. Torej, ljudje se vedno bolj zanašajo na neke izdelke, naprave, ki jih lahko pripravijo na nove načine z novimi tehnološkimi rešitvami.
En od trendov, ki se vedno bolj raste in pojavlja, deloma tudi zaradi pandemije pa COVID-19 situacije, je vertikalno kmetovanje, ker pričakujemo, da bo prišlo še tudi do nekaj novih inovacij. Trajnostna pridelava, zmanjšanje odpadkov je eden od naslednjih trendov. Tukaj imamo prisotnih vedno več novih ali pa rečemo start-up podjetij, ki ponujajo reciklirano ali pa rečemo malo bolj drugačno trajnostno embalažo. Še morda en trend, ki ga velja omeniti, je pa vezan na sam turizem. Ljudje so bili do sedaj vezani na številne omejitve, potovanja so se verjetno sprostila šele zdaj v času dopustov, ampak pričakovati je, da bo po odpravi COVID-19 krizne situacije prišlo do kar nekaj sprememb in kulinarični turizem je verjetno ena od tistih priložnosti, ki se bo pojavila v prihodnosti in prinesla nove tržne rešitve in pa nove priložnosti za regije, tudi verjetno za Slovenijo, ki je pred tem že vedno bolj znana. Morda še samo par besed za zaključek o digitalizaciji. Na področju digitalizacije smo lahko včeraj v predavanjih s strani predstavnice Evropske komisije slišali, da bo to področje v kmetijstvu postalo tudi zelo pomembno in bo precej ukrepov, ki bodo podpirali digitalizacijo v kmetijstvu. To pomeni tako na področju inovacij, elektronskih trgovinskih mehanizmov, na področju spremljanja pridelkov, izboljšanja varnosti hrane in pa seveda tudi z hitrim pretokom informacij. Tukaj še moramo omeniti tudi možnosti na področju digitalnega spremljanja vremena in pa seveda izboljšane digitalne sposobnosti za same kmetovalce. Digitalizacija bo nam vedno bolj pomagala pri optimizaciji logističnih storitev, ki so potrebni za distribucijo hrane. Tukaj že danes opažamo kar porast v celotni Evropi trenda uporabe spletnih platform za sam nakup hrane. Ta način digitalizacije je trgovcem prinesel kar nekaj, bom rekel, pozitivnih strani, kar nekaj dobička, ki ga mogoče v preteklih letih ni bilo za videti. Vrniti se moramo tudi zdaj na sam izvor, to pomeni na kmetovalce, za katere pričakujemo, da bodo vedno bolj uporabljali digitalne oblike oziroma digitalizacijo v kmetijstvo. Prišlo bo verjetno do večjega povezovanja kmetij, podjetij za sortiranje, pakiranje, pridelavo, ampak tukaj pa treba reči, da če hočemo kmetom oziroma kmetovalcem omogočiti dostop do same e-trgovine, je potrebna tudi podpora, ki se nanaša na standardizacijo proizvodnje, na organizacijo in pa seveda izgradnjo logističnih zmogljivosti na malo bolj oddaljenih krajih. Tudi trg preciznega kmetovanja se bo verjetno dolgoročno začel povečevati, ker to pomeni, da lahko spremljamo naše stanje pridelkov z avtomatizacijo, pa brez same naše fizične prisotnosti. Zdaj, teh ukrepov, ki bodo verjetno vedno bolj aktualni, je še nekaj več. Lahko rečemo, da govorimo tudi še o izboljšanju uporabi semen gnojil, kar pomeni, da bomo omogočili kmetovalcem boljši dostop do informacij, kje, kaj in kako stvari uporabiti. Lažje bomo sledili pridelkom od kmetije do potrošnika, kar pomeni tudi vpliv na informacijo o okoljskem odtisu. In pa prišlo bo verjetno tudi zaradi samih ukrepov do zmanjšanja izgube hrane in pa odpadkov. Za potrošnika pa to pomeni, da bomo s pravilnim označevanjem izdelkom jim omogočili, da tudi lažje izberejo hrano, pridelano na družbeno odgovoren način. To je bil morda malo kratek pregled situacije in aktivnosti. Zdaj bi pa jaz kar predal lahko besedo našemu naslednjemu govorcu. Tako da prehajamo kar na primer oljarne
Jeruzalem. Gospa Sonja Krabonja je z nami. Dober dan in lepo pozdravljeni. Sem Sonja Krabonja in prihajam z podjetja Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica iz Središča ob Dravi. Naše podjetje Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica Središča ob Dravi leži v obmejni občini v Središču ob Dravi. In sicer smo bliže, lahko rečemo, Hrvaški, kot pa naši prestolnici Ljubljani. V glavnem do nas pelje kar ena dolga vijugasta pot. Zdaj ne vem, ali je to prednost, da smo oddaljeni od avtoceste cirka 30 km, ali pa tudi naša slabost. V glavnem za same turiste, ki k nam prihajamo in skušamo to nekako predstaviti kot našo prednost, da si pogledajo to prečudovito pokrajino, za katero lahko rečemo, da še dokaj neokrnjena. K nam pridajo namreč v Prlekijo, ki je znana po prijaznih in pa dobrodušnih ljudeh. Kako nam turizem pomaga v samem poslovanju v našem podjetju? Dejansko bom rekla tako, v turistične vode smo se nekako zapeljali pred dobrimi 20 leti. Takrat še to bilo malo čudno, danes pa je seveda to vse bolj zaželeno. Naša zgodba same oljarne, s katero se tudi ponašamo, sega že pred leto 1900, tako da se radi pohvalimo, da imamo oljarno z dolgoletno oziroma več kot 100-letno tradicijo proizvodnje bučnega olja. To oljarno je imela v upravljanju družina Vargazon, danes pa je seveda to last in pa upravlja z njo podjetje Jeruzalem Sad, oljarna in pa mešalnica iz Središča ob Dravi. V teh krajih je tradicija oljarstva nekako ratala predvsem zaradi tega, ker so kmetje proizvajali bučna semena, se pravi na poljah je bilo kar nekaj buč, ki so jih takrat še bolj kot ne uporabljali za krmo živalim, ampak so videli, da iz teh buč se pa da, oziroma iz semen iz teh buč, da se pa da narediti odlično bučno olje. No in tako je družina Vargazon tukaj postavila oljarno, v kateri še vedno mi danes delujemo. Se pravi, še vedno v tej zgradbi, kot je bila postavljena pred letom 1900. Lahko rečemo, da prenašamo to tradicijo iz generacije v generacijo, pa tudi samo izkušnja samih oljarjev nam nekako omogoča, da proizvajamo odlično 100% bučno olje. Poimenovali smo ga tudi štajersko prekmursko bučno olje, ki je pridelano po naravnem in pa tradicionalnem postopku po receptu naših prednikov. Naše bučno olje se uvršča tudi v najvišji kakovostni razred med slovenske zaščitene in pa posebne kmetijske pridelke oziroma to so živila z geografsko označbo, tako da smo združeni tudi v GIS z Golicom za štajersko prekmursko bučno olje. Seveda se vsako leto že na spomlad trudimo, da z kmeti nekako sklenemo pogodbe, da nam ti v jesen pripeljajo odlično kvalitetno bučno seme slovenskega porekla. Seveda danes naše podjetje izgleda nekoliko drugače, kajti zraven oljarne imamo tudi mešalnico krmil, zaposlenih je 22 zaposlenih, dobra, malo več kot polovica v mešalnici, ostali so zaposleni v sami oljarni in pa v prodaji. Če podrobneje opišem, kaj se vse danes na našem dvorišču dogaja, kot sem že omenila, imamo mešalnico krmil, proizvajamo krmila in pa krmne mešanice ter delamo storitve sušenja in pa skladiščenja žit ter seveda sušimo in prevzemamo, odkupujemo vsa žita, kot so pšenica, ječmen in pa koruza. Potem oljarna, o tej sem že nekaj povedala, oljarna z dolgoletno tradicijo, proizvajamo bučno olje, ki je naš paradni proizvod, seveda pa zraven bučnega olja proizvajamo še hladno stiskana olja, od hladno stiskanega bučnega olja, potem olje iz grozdnih pečk, pa konopljino olje, pa olje iz črne kumine.
pa orehovo olje in še bi lahko naštevali. Seveda v oljarni proizvajamo tudi bučna semena, jih pražimo, dodajamo različne okuse, tako da imamo široko in bogato paleto naših proizvodov, ki so proizvedeni pri nas v našem podjetju. V sklopu našega podjetja imamo tudi trgovino Oljarna, kjer se vrši maloprodaja in pa seveda tu je glavni del te naše turistične ponudbe, saj vršimo tukaj degustacije in pa promocije za vse obiskovalce, ki prihajajo na naše dvorišče in vse tiste, ki se želijo poučiti malo več o bučnem olju, kako sploh pridemo do bučnega olja, kaj za bučno olje potrebujemo. Zato, da se nekako s turizmom nekoliko lažje ukvarjamo, bom rekla, smo tudi nekako povezani z drugimi akterji znotraj te turistične dejavnosti, predvsem na našem območju. Sodelujemo z LAS Ormož oziroma lokalno akcijsko skupino. Aktivno smo sodelovali tudi pri nastanku destinacije Jeruzalem Slovenija, za katere smo, res lahko rečem, zelo aktivni ponudnik znotraj te destinacije. Se pravi, bili smo od samega začetka, od samega nastajanja te destinacije, pa do danes, ko že kot destinacija vabi turiste v te naše kraje. Za nekaj izdelkov imamo tudi pridobljeno kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija, to so predvsem za našo bučno olje, potem imamo pridobljeno kolektivno blagovno znamko za bučno olje iz Belic, to je posebna sorta, to je tista stara sorta, ko še se bučna semena morajo uluščiti. Potem imamo tudi za bučna semena in pa za bučno olje z okusom po česnu in pa z okusom po čebuli. V glavnem pa se tudi intenzivno povezujemo z ostalimi ponudniki, ki so v destinaciji Jeruzalem Slovenija, to so predvsem vinarji in pa druge turistične kmetije, ki so nastanjene po tem jeruzalemskem okolišu, v katerega spadamo tudi mi. Seveda pa sodelujemo še tudi in smo vpeti v naslednje projekte, s katerimi se nekako pomagamo, da lažje prebrodimo te, bom rekla, kar težke čase, ki so nastali v samem turizmu. In sicer so to razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi. Potem smo ravnokar zaključili z enim projektom, ki se imenuje Od polja do olja. Tu notri smo imeli vključene kmetije, ki so za nas proizvajale oziroma pridelovale bučno seme, iz katerega smo potem mi proizvedli bučno olje in ga tudi poimenovali Središko bučno olje, ker je res iz naše okolice. Potem sodelujemo v mreži za dvig tržne prepoznavnosti in vzajemnega trženja lokalnega gospodarstva Biznisnet. Tudi tukaj dobimo kar nekaj poznanstev oziroma se, moram reči, mrežimo med sabo in tako širimo to našo mrežo po jeruzalemskih poteh, goricah, pokrajini in med samimi ponudniki. Imamo pa še tudi en projekt, Moja biodežela in dežela bučnega olja, za dvig konkurenčnosti kmetijstva in turistične aktivnosti. Vsi ti projekti so nekako z namenom, kot sem že mogoče v začetku dejala, da nekako si lažje privoščimo oziroma se lažje reklamiramo. Seveda pa nam tudi finančno delno pomaga pri naših aktivnostih in pa tudi nekako izdelan imamo plan, kaj vse želimo doseči oziroma kaj moramo doseči, in to nam je tudi neko vodilo, s katerim lažje pridemo potem do samega cilja. V glavnem pred pandemijo smo bili zelo veseli vseh naših turistov, ki so prihajali k nam kar z avtobusi, tako da odlično smo in pa še vedno sodelujemo z turističnimi agencijami, raznimi društvi, kot so turistična društva, gasilska društva, društva upokojencev, potem sodelujemo z šolami, vrtci, z fakultetami. Za šole in pa vrtce imamo tudi kakšne delavnice, tako da v jesenskem času, tako kot je zdaj, ko se približuje mesec september, ko so buče že zrele,
Imajo otroci kakšne delavnice, od trebljanja buč do raznega, se pravi, ustvarjanja iz buč, bučnih semen. Vidijo tudi samo proizvodnjo, kako pridemo od buče do samega semena in pa iz semena potem tudi do bučnega olja. Obiskovalci, ki pridajo na naše dvorišče, jim nekako, seveda ne smemo jih peljati v samo proizvodnjo, saj smo vseeno malo večje podjetje in enostavno nam HACCP in pa druge omejitve tega ne dovolijo, celo zdaj v tem času, ko so tako stroge omejitve. V glavnem imamo posneti film, vse od polja do olja, tako da našim obiskovalcem predstavimo, kako se buče sejajo, tehnologija pridelave, potem sam postopek pospravljanja, sušenje bučnega semena in pa seveda sama proizvodnja je posneta. Nekako pa obiskovalce potem na koncu nagradimo z bogato pokušino oziroma degustacijo iz naših proizvodov, kot so bučno olje in pa druga olja, ki jih tukaj tudi proizvajamo, hladno stiskana olja, bučna semena z različnimi okusi, potem imamo tudi bučni liker za probo, pa skuta z bučnim oljem, pa odlični namazi, kot so čokoladni namaz, bučotela, potem bučni namaz kot taki naravni, tudi pecivo spečemo, tudi kakšno meso iz tunke in pa vino se pri nas da degustirati v naši degustacijski dvorani. V glavnem skušamo našim obiskovalcem predstaviti vse od polja pa do olja, kako pride, se pravi, kako seme posadimo in pa kako iz njega iztisnemo kapljico odličnega bučnega olja. No, v oljarni imamo tudi dve večji prireditvi, ena od teh je praznik buč, letos bo že 20. prireditev. Sicer bo malo drugače, kot je bilo to v prejšnjih letih, ko smo imeli res obilo obiskovalcev, veliko obiskovalcev in letos bo to malo okrnjeno, zato bomo jo poimenovali le dan odprtih vrat, ne praznik buč, imeli bomo le nekaj stojnic in pa seveda vse tisto, kar ponuja naša oljarna, to pa je, se pravi, bučna olja bodo za poskusiti in pa bučne dobrote. Seveda pa kmečke gospodinje in pa turistično društvo iz središča ob Dravi tudi vedno pripravi bogato razstavo jedi iz buč in pa bučnega olja, ki se dajo narediti. Tako da lepo vabljeni tudi letos 10. in pa 11. septembra bo tale prireditev. Letos sicer v malo okrnjeni obliki. Naslednja prireditev na našem podjetju je martinovanje v sami oljarni. Tudi tukaj povabimo lokalne ponudnike na naše dvorišče in pa seveda poudarek je na promociji bučnega olja in pa seveda naših izdelkov. Našim ponudnikom oziroma lokalnim proizvajalcem nudimo možnost tudi, da v naši trgovini Oljarna dajemo prostor in pa možnost na polici, da prodajajo svoje proizvode in se tako tudi promovirajo ter lahko prodajajo svoje lokalne proizvode v naših prostorih. Promocija preko digitalnih medijev, kot smo že rekli, se je dejansko sam način kupovanja potrošnika v času pandemije spremenil in tudi mi smo se morali zelo hitro prilagoditi. Dejansko obiskovalcev na dvorišče več ni bilo, avtobusov nismo smeli sprejemati že zaradi števila in vseh drugih omejitev NIJZ-ja, tako da smo se preselili z našo promocijo na splet. Dodatno smo posodobili našo spletno stran podjetja, spletno stran trgovine, potem aktivno delamo na Facebooku, trenutno imamo 4500 sledilcev nekje, na Instagramu delamo z influencerji, potem reklame smo imeli preko Siola, Planet TV-ja in pa seveda na kabelski televiziji Ormož. V glavnem preko digitalnih medijev je tudi kar nekaj dela, saj moraš biti vedno z kupcem in pa mu tudi vedno na razpolago ter odgovarjati na njegova vprašanja oziroma si vedno nekaj novega
izmišljevati, dajati nagradne igre in pač nekako promovirati to vse skupaj. V glavnem, trudili smo se tudi in pa iskali neke znane Slovence, ki bi kuhali z našimi izdelki. Našli smo gospo Karolino, ki je kuhala, tako da so tudi v času, ko smo bili bolj zaprti doma in ko smo več kuhali v naših lastnih kuhinjah, smo dejansko jim ponujali recepte in pa prikazovali, kako lahko uporabljajo naše izdelke. Pojavljamo pa se tudi na sejmih in pa na drugih dogodkih. Zdaj, kot vemo, sejmi so bili malo okrnjeni oziroma se niso izvajali, drugače pa smo vsako leto nekako na turističnem sejmu v Ljubljani, kjer se tudi sklepajo posli za celotno leto, za naprej, se pravi z temi agencijami, z drugimi društvi, ki pač pridejo na ta sejem in se tam tudi pozanimajo, kaj se v tistem letu da v Sloveniji in pa tudi širše videti. Vsako leto smo tudi na sejmu Agra, celjski sejem obiskujemo, smo na večjih novoletnih sejmih po večjih mestih v Sloveniji. Udeležujemo se tudi teh turističnih dogodkov, pa lastno organiziramo dogodke, po Prleških poteh smo jo poimenovali in dogodek, potem imamo vikende odprtih vrat v sklopu same destinacije in pa, kot sem že omenila, tudi dan odprtih vrat in pa praznik buč ter martinovanje ter delavnice na temo buč. To bi bilo kratko iz moje strani. Ja, hvala lepa za podano informacijo in pa predstavitev. Menim, da je bilo zelo zanimivo in pa seveda tudi poučno, saj smo nekako dobili vpogled v to, kaj se dogaja v sami predelovalni industriji. Zdaj bi pa prišli kar na naslednji naš primer, in sicer primer poslovanja turistične kmetije, porabe spleta, socialnih omrežij. Z nami je gospod Boris Uranjek iz turistične ekokmetije pri Baronu. Gospod Uranjek, beseda je vaša, izvolite. Vse lepo pozdravljam z Ekotile na Pohorju. Sem Boris Uranjek, v bistvu vodim našo turistično ekološko kmetijo pri Baronu. Sem v bistvu družinsko podjetje, zaposlena sem bila voda z ženo, kot imamo nekaj tudi zunanjih sodelavcev, ki nam v bistvu pomagajo pri turizmu, pa tudi zunaj pri pridelavi. Na kratko bom pač predstavil kmetijo, kako delujemo. Naša kmetija je Planici nad Framom, spadamo pod občino Rača Fram, imamo nekje 8 hektarov obdelovane zemlje, ostalo je gozda, nekje skupaj je kmetija 18 hektarov. Imamo zelo dobro lokacijo kmetije, ki je blizu avtoceste, nekje 6 km od avtoceste, potem so večja mesta, tukaj blizu Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, tudi Ljubljana, blizu uro 10 pridejo iz Ljubljane. Tako da imamo veliko obiskovalcev iz cele Slovenije, ki prihajajo k nam, ker pač seveda nam veliko pač prenesla ta avtocesta, ki se je v bistvu v bližini tudi zgradila. Drugače smo ekološka kmetija med prvimi v Sloveniji, začeli smo ekološko kmetovati 99. leta med prvimi v Sloveniji, tako da imamo kar nekako tradicijo ekološkega kmetovanja, s turizmom se pa ukvarjamo, letos imamo tudi tradicijo 30 let. Začela sta prva starša, potem pa smo mi ženo prevzela to kmetijo, tako da sem jaz tukaj gospodarjem na kmetiji nekje 12 let. Sama kmetija ima tudi nekakšno zgodbo, vsi sprašujejo, zakaj pri Baronu, ker tukaj res prišel Baron, zato zelo goste, ki prihajajo na našo kmetijo, zanima, zakaj se reče pri Baronu. To je zlasti bilo čas Avstro-Ogrskega, res tukaj prišel Baron, kupil 2 kmetiji, v bistvu zastavil denar, potem pa žal ta gospod ni imel moških potomcev, se priimek v bistvu ni ohranil, in potem so prišli Uranjeki tukaj in zdaj v bistvu gospodarimo Uranjeki tukaj, ampak ker pri domačinih je to tako lepo zvenelo, smo še vedno ostali v bistvu Baronovi. Drugače, glavni moto naše turistične ekološke kmetije je predelati na domačem vrtu čim več lastnih surovin, tako v bistvu tudi promoviramo našo kmetijo s sloganom z eko domačega vrta na mizo, da čim bolj svežo ponudimo v bistvu na krožniku našo eko zelenjavo.
tako da smo samooskrbni z ekozelenjavo, z sadjem, z govejim mesom, z svinjskim mesom in seveda z jajci. Ostalo se pa povezujemo z ekološkimi pridelovalci, kaj pač mi ne pridelujemo, tako da imamo vključene partnerske kmetije za mlečne izdelke, za moke, kaše, olja in seveda tudi za vino druge 4 ekološke kmetije. Drugače naša kuhinja je tudi med prvimi v Sloveniji, ima tudi blagovno znamko Heritera, ki obujamo zgodovinske jedi, ki temeljijo na lokalni arheološki dediščini. V času korone smo tudi bili zelo aktivni, smo tudi pridobili Green Key, ta prestižni znak okoljski tudi v turizmu. Nekako smo želeli, da ni samo ekološka pridelava vključena, da tudi želimo tudi turizem trajnostno ekološko usmerjati. Tako smo lansko leto avgusta pridobili ta znak. Letošnjem letu pa na osnovi tega znaka, ki smo ga pridobili, tudi prvi Sloveniji pridobili Slovenija Green Cuisine, tako da smo v februarju med prvi tri ponudniki Sloveniji, ki smo pridobili ta slovenski znak trajnostnega turizma Slovenija Green Cuisine, ki je v bistvu prva ta shema, ki je nastala v letošnjem letu s strani STO-ja kot zelena kuhinja. Moram reči, da ti znaki so nam kaj veliko prinesli, zlasti pri tujcih jih je zelo zanimivo, jih v bistvu privlači te zgodovinske jedi in tudi pri Slovenci zadnje čase vidimo tudi zelo povprašujejo po zdravi ekološki hrani. Poleg vseh teh kosil ponujamo tudi različne kosila, narezke, različne delavnice, drugače pa tudi smo znani po ekološki pridelavi, ekoloških izdelkov. Imamo nekaj 68 lastno pridelanih izdelkov, ki jih ponujamo v lastni biotrgovinici na kmetiji. Zraven teh izdelkov ponujamo tudi vse te kmetije, ki sem prej naštel tudi njihove izdelke. Imeli smo pa tudi že pred korono smo imeli tudi srečo, smo oblikovali celoten novi dizajn naše ponudbe, od logotipa novega, potem smo naredili nov dizajn vseh naših izdelkov. Naredili smo novo spletno stran in na osnovi tega smo tudi naredili spletno trgovino. Sprva nismo imeli časa promovirati, ampak v času korone pač ni bilo druge možnosti in pa smo naše izdelke v bistvu prodali preko spletne trgovine, ki se je pokazalo kot prava odločitev, tako da smo večji del vseh naših izdelkov prodali preko spleta. Problem je bil tukaj težava trgovinica, ker mi smo nekako manjša občina in ko je bilo v bistvu občine so bile zaprte, nismo imeli kupcev, da bi kupovali na trgovini, ker naša občina je bolj manjša občina, ni v bistvu mestna občina in ni bilo v bistvu teh kupcev, da bi kupovali trgovini. Tako smo nekako dostavljali izdelke v Maribor, v Celje in Ljubljano. Maribor smo dostavljali vsak teden, v Ljubljano in v Celje pa enkrat mesečno. Je pa to zelo smešno, kaj se je zgodilo. V prvem valu je v bistvu bilo povpraševanje izjemno, prodali skoraj vse. Ko pa je prišel drugi val, pa so skoraj potrošniki pozabili, da kmetje obstajajo, ker so pač potrošniki videli, da bodo trgovine ponovno spet odprte. Na kmetiji imamo tudi ekovrt, ekovrtove, imamo različne ekovrtove, ki želimo obiskovalcem predstaviti, tako imamo tudi zeliščni vrt z vse označene s tablicami, potem imamo tudi zelo veliki permakulturni vrt, ki obsega 20 arov te površin. Na tem vrtu so gomilaste grede, spiralne grede, zeliščne grede, visoke grede, potem so pa tudi vsi ostali vrtovi, na njih pridelujemo v bistvu to ekozelenjavo in zelišča. Seveda na kmetiji imamo tudi živali, imamo ogromno živali, največ imamo v bistvu krav, imamo te kraje dovilje, to je rejo, pohorje, bif. Potem imamo tudi veliko avtohtone živali, imamo tudi krškoprske prašiče, cikasto govedo, srnaste koze in ogromne male živali, ker našo kmetijo veliko obišče družin z otroci in zlasti tudi veliko šol. Imamo tudi v bistvu izobraževalne programe za otroke in seveda tudi za odrasle na kmetiji. Zdaj, doživetja na kmetiji, ki jih imamo ogromno, imamo posebej programe narejene za odrasle in za otroke. Moram reči, da tukaj se je zelo to ustavilo, razen
letošnje spomladi se je ponovno spet začelo obujati, spet ponovno prihajale te skupine. Reči pa lansko leto skoraj nismo imeli dobenega avtobusa, dobene skupine otrok. Letošnje leto pa nekako spet to se ponovno vrača nazaj in upamo, da bo spet to zaživelo. No, vem, že nekje letno našo kmetijo obišče čez 30 avtobusov, pa nekje čez 1500 otrok. Tako da je pa res, da moram reči, da smo pa nekako v tej koroni ugotovili, da ne smeš biti specializiran v eno smer, ali turizem ali samo vinogradništvo. Tukaj se pokazalo, da smo zelo mešana kmetija, da smo se nekako pokrivali z drugimi smeri. V bistvu pri nas ni šel turizem, smo pa nekako pridobili dohodek pri prodaji naših eko izdelkov. Tu so naši certifikati, ki jih imamo, kot sem prej omenil, ekološki certifikat Green Key, pridobili so tudi Slow Food, ki nas tudi v bistvu ocenjujejo. Potem imamo Heritera, blagovno znamko, letos smo dobili Slovenija Green Cuisine, pa lansko leto tudi našo najboljše, to je v bistvu izbrana kakovost, ki jo v bistvu podeljuje ta podravska regija, v bistvu Mariborska občina. Letošnje leto so pridobili tudi kot najboljšo oceno Alpe Adria, kot najboljši ocenjen lokal. Tako da se tudi s tem lahko pohvalimo. Smo tudi v tem vodniku Alpe Adria in nekako povezuje avstrijske restauracije, pa tudi slovenske gostilne in restauracije in turistične kmetije. Zdaj, bolj poudarka, ko je gospod omenil, kako mi promocijske aktivnosti izvajamo. Zelo aktivni smo na Facebooku. Tukaj smo kar že nekje 10 let. Tu se je pokazalo na začetku, pač ni bilo odziva. To nekako se čez 5 let pokaže, ko nas sledilci spremljajo. In vsak gost, ki prihaja na kmetijo, vedno vprašamo, odkot so prišli, kako so izvedeli od nas, in večji del, veliko jih pride prek Facebooka, ki nas več let spremlja in pač vidijo lepe slike in nekako potem obiščejo našo kmetijo. Zadnje leti smo aktivni na Instagramu. Večji del smo zdaj bolj na Instagramu. Tukaj opažamo, da je bolj ciljna skupina manjša, tam nekje okrog 30 let. Potem prek YouTubea nekako tudi, ampak tu se počasi zgodi tudi težava, ker nimamo mi tukaj časa, tudi na kmetiji. Zdaj prek YouTubea nismo toliko aktivni. Potem veliko damo na Google AdWords. Tukaj tudi imamo zakupljene v bistvu promocijske, v bistvu plačujemo tudi te zakupljene besede, eko kmetija, eko doživetja. Moram reči, da to se zelo obneslo, smo na Google skoraj na prvem mestu in vsak, ki nas išče, nas takoj v bistvu tudi najde na Google. Preko medijev, tukaj smo bili skoraj na vseh medijih slovenskih, ki pač obstajajo, od Ljudje in zemlja, potem na Pravi ideji smo bili na vseh teh drugih oddajah. Prej smo to imeli na spletno stran, imamo tudi in spletno trgovino in seveda zato ne delamo sami, imamo tudi studio, ki nam v bistvu sooblikovanje oblikuje. Mladi punci, ki v bistvu urejate vsa ta dizajn in tudi druge promocijske aktivnosti in tiskovine na naši kmetiji. Ampak Facebook, Instagram v bistvu urejamo sami, ker v bistvu potrošnik, ki to gleda, čuti, da to sam delaš, ni da nimaš drugega. Ker da pošiljaš enemu drugemu te slike, se potem tudi ta, ki to v bistvu dela, tudi ne ve, kaj se v bistvu tudi dogaja na kmetiji. Tako smo ostali, da to v bistvu sami urejamo Facebook in Instagram. Zdaj na Facebooku imamo nekaj 5500 sledilcev, to je kar veliko. Nekako tudi spremljamo, kdaj nas najbolj ti potrošniki gledajo. Opažamo, da to bolj večernih urah. Zlasti opažamo, da veliko ponedeljek in nedeljo zvečer, te tudi v bistvu največ objavljamo. Instagram je pa nekaj posebnega, ki pa tudi mogoče ni tako negativno usmerjen kot Facebook. Na Facebooku se včasih zgodi, da ti tudi kaj napišejo,
Pri Instagramu pa v bistvu se odražajo bolj lepe slike in tudi lepi komentarji. Potem pri Googlu, AdWords, vidim, da smo imeli, ko gledamo statistiko, nekje 70 000 ogledov smo imeli na spletni strani v teh letih, tako da smo kar uspešni tukaj. In zakupljene besede sem že omenil, imamo čez 20 teh besed, ki jih vedno časoma v koroni smo tudi malo spreminjali, ker pač niso iskali turistične destinacije, kot cilj smo pač v bistvu promovirali te naše izdelke pa prodajo preko spleta. YouTube, tukaj nismo tako aktivni, zdaj nekako smo tudi najeli so naredili tudi promocijski film, ki je zdaj v izdelavi. To zdaj čakamo, bo 3-minutni film pa kratki 30-sekundni film, ki ga bomo v bistvu tudi dali na ta omrežja. Je pa to ponavadi težava, se zgodi, da pač nimamo časa. Mi opažamo tudi časih, ko nismo kakšen en teden aktivni na Facebooku pa Instagramu, že časi, kateri napiše, če že sploh obstajamo. Tako da res smo še vedno biti mobilni, aktivni, tako da vedno imam pri sebi telefon in vedno nekaj poslikam, samo da je neka slika gor in da vidijo, da še v bistvu delujemo in da še v bistvu obstajamo. Zdaj, kje nas najdete? Na Planici nad Framom, pogledajte našo spletno stran, pa Facebook, pa Instagram, pa YouTube, tako da dobrodošli. To je kratko z moje strani. Najlepša hvala, gospod Oranjek. Moram zdaj priznati, da sem si tudi sam pogledal vsaj del tega digitalne vaše predstavitve, vse na spletni strani in da te stvar pač tako pritegne, da rečeš, da moraš iti enkrat pogledati. Tako da stvar deluje, moram priznati tudi z moje strani. Hvala lepa. Mogoče je to tudi zanimivo tukaj, da mi točno ugotavljamo, odkot prihajajo obiskovalci. Imamo nekje 40% gostov iz Ljubljane, potem je Celjska regija pa Mariborska regija. Pri vseh teh državnih omrežjih v bistvu lahko ugotoviš, odkot prihajajo tudi v bistvu gosti. To je tudi ena taka, da lahko v bistvu točno ugotoviš, kam lahko ciljaš. Super, dobre izkušnje. Torej, hvala lepa še enkrat. Prosim. In prehajamo zdaj kar na naslednji dve prezentaciji, ki sta pa vezani manj na ponudnike iz agroživilstva oziroma iz agroturizma, ampak bolj na področje financiranja. Gospa Jasna Mak je vodja spod točke v Mariboru in predajam kar besedo, da vidimo, kateri so tisti javni viri financiranja, ki ga dejansko potrebujemo na obravnavanem področju. Lepo prosim. Torej, kot že rečeno, moje ime je Jasna Mak, jaz prihajam iz Regionalne razvojne agencije za Podravje Maribor, kjer delam kot spodsvetovalka na projektu programu Spodsvetovanje Podravje. Zdaj, mogoče, če na začetku povem čisto nekaj stavkov o Spodsvetovanje Podravje. Namenjeni smo podpori potencialnim podjetnikom in podjetjem, in sicer za njih nudimo storitve osnovnega svetovanja na različnih področjih. Se pravi, ko nekdo ima neko idejo pa razmišlja o tem, da bi šel na svojo poslovno pot, ko začenja pa ima kakšna vprašanja iz gospodarskega statusnega prava glede registracije, ko že deluje, pa se srečuje z različnimi izzivi, vprašanji, problematiko, na področju zaposlovanja, na področju iskanja finančnih virov, na področju internacionalizacije in tako dalje, se lahko obrne na nas, se pravi na točko Spodsvetovanje Podravje. Smo ena izmed 12 točk v Sloveniji. Na voljo preko telefona, bom na koncu telefonska številka, preko e-pošte bo tudi na koncu e-pošta dana v primerih, ko pa je v bistvu pač potrebno, da se oglasite pri nas, pa se dogovorimo tudi za osebni obisk. Zdaj, vse storitve, ki jih mi izvajamo, so za uporabnike brezplačne, zaradi tega, ker smo sofinancirani s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Spirit Slovenije.
Zdaj, ko sem že v uvodu povedala, je eno izmed področji, ki ga pokrivamo, tudi državne spodbude, javni viri financiranja in tako dalje. In to bo tudi v nadaljevanju tematika današnjega predavanja. Pa bi mogoče samo na začetku pregledali, katere oblike javnih virov nekako poznamo in ločimo. Kot prvo so to finančna nepovratna sredstva, to so različne subvencije, spodbude, nagrade, ponavadi preko kakih javnih pozivov in razpisov. Potem naslednjo so finančna povratna sredstva, prav tako preko razpisov, pozivov, gre pa tu za posojila, garancije, poroštva in podobne oblike. Seveda pa so neki javni viri tudi nefinančne oblike pomoči. En del so te storitve, ki sem jih omenila in jih izvajamo kot spodsvetovanje, torej svetovanja, organiziramo različne delavnice, usposabljanja, izmenjave dobrih praks, odpiranja poslovnih priložnosti. In pa nefinančne oblike pomoči so tudi drugi programi, projekti, ki obstajajo in omogočajo različna ekspertna svetovanja, mentoriranja in tako dalje. Recimo, ne vem, programi subjektov inovativnega okolja in podobno. Danes pa seveda bomo pozornost namenili finančnim, tako nepovratnim in pa povratnim virov financiranja, ki so na voljo iz strani različnih ministrstev. Nekako danes bomo bolj se osredotočili na te spodbude in vire financiranja, ki jih daje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sicer pa se splača spremljati tudi Ministrstvo za okolje in prostor, delo, družino, socialne zadeve, visoko šolstvo, javno upravo, seveda pa tudi Ministrstvo za kmetijstvo. Zdaj, spodbude so na voljo tudi s strani različnih občin, tako da predlagam tam, kjer imate sedež, tam odkode prihajate, da spremljate spletne strani občin, njihove javne pozive, njihove javne razpise. Nadalje je nekako korak do virov financiranja so tudi EU-skladi, potem različni transnacionalni programi. Danes bomo v bistvu pogledali tudi, katere razpise ima Spirit Slovenija. Poleg tega pa lahko se spremlja preko EU-sklada, sklada za regionalni razvoj so viri financiranja, SID banka tudi, bomo si danes pogledali, kaj ima na voljo na področju internacionalizacije. Potem spremlja se lahko tudi Zavod za zaposlovanje, Eko-sklad, Center nevladnih organizacij Slovenije ima lep nabor vseh razpisov, ki obstajajo, tako da tudi tam se splača njihovo spletno stran pogledati pa jo spremljati. Slovenski podjetniški sklad bomo tudi danes povedali, kateri so tisti aktualni razpisi, ki jih imajo. Javni štipendijski sklad pa Center za kreativnost. To so v bistvu vse inštitucije, ki nekako dajejo razpise. Zdaj pa mogoče, da ni potrebno vsakega posebej spremljati preko spletnih strani. Predlagam, da kdor je zainteresiran za to, da spremlja objave javnih razpisov, javnih pozivov, da se prijavi na moj spletni priročnik. Na spletni strani Spirit Slovenija, v Google tipkate moj spletni priročnik in se lahko prijavite na te informacije, ki jih potem dobivate enkrat tedensko in so noter navedeni čisto vsi aktualni razpisi, ki so na voljo v Sloveniji. To dobivate na mail, kot rečeno, enkrat na teden, je pa v bistvu to brezplačno. Zdaj pa bi kar iz uvoda prešla na aktualne in kar konkretne razpise, ki so trenutno na voljo. Pa mogoče najprej gremo skozi digitalizacijo, pa potem internacionalizacijo v drugem delu. Torej, eden izmed razpisov, ki trenutno še je aktualen, en teden, sicer še samo so spodbude za digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij. To je razpis, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad. Zdaj, predmet razpisa pa je sofinanciranje upravičenih stroškov, zato da podjetja nekako naredijo ta korak k večji digitalizaciji oziroma da naredijo digitalno transformacijo na ključnih proizvodnih in pa poslovnih procesih. Se pravi, da si na eni strani lahko zagotovijo tehnično opremljenost, se pravi programsko strojno opremo,
recimo za neko digitalno proizvodnjo, digitalno poslovanje, na drugi strani, da v bistvu je za kupca neka boljša izkušnja, da lahko tudi nekako učinkovito zbirajo podatke in obdelujejo podatke, in pa konec koncev, da peljejo neke poslovne modele, se nekako izobrazijo tudi kadri za delo s temi digitalnimi orodji in se razvijajo digitalna delovna mesta. To je v bistvu en razpis, ki je trenutno na voljo, sofinancira se do 60%, subvencija pa mora biti minimalno 30.000, pa maksimalno do 100.000 je subvencije. Tako da to je eden izmed zanimivih razpisov trenutno, ki je aktualen. Zdaj naslednji so voucherji. Zdaj že kar nekaj, 2-3 leta imamo voucherje, ki pokrivajo tudi področje digitalizacije, ampak vsi ti trije, ki podpirajo področje digitalizacije, so trenutno zaprti. Ampak v bistvu dogovorjeno je že in sredstva so rezervirana za to, da se odprejo ponovno v jeseni. Pač upamo, da bo to že septembra. Nekako je zdaj v tem, da se Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dogovarjata o podrobnostih v bistvu pač pred objavo. Zdaj, če pa jih naštejem, pa se jih malo bolj podrobneje mogoče dotaknem, je eden izmed njih voucher za dvig digitalnih kompetenc. Namenjen je temu, da lahko podjetje svoje zaposlene izobrazi na področju digitalizacije. Se pravi, da jih pošlje na kakšna usposabljanja, na kakšne tečaje in tako dalje. Zdaj, drugi voucher, ki je iz področja digitalizacije, je voucher za digitalni marketing. Največje povpraševanje v zadnjem času je bilo ravno po tem voucherju. V okviru njega si lahko podjetje izdela spletno stran oziroma povrne stroške izdelave spletne strani, spletne trgovine ali v bistvu mobilne aplikacije ali pa da si naredi rezervacijsko platformo. Zdaj pomemben en izmed voucherjev, ki na področju digitalizacije, pa je tudi voucher za pripravo digitalne strategije, se pravi, da podjetje najame enega strokovnjaka, ki v bistvu mu pripravi strategijo na področju digitalnega razvoja podjetja. Mogoče zdaj v tem trenutku tukaj, ko govorim o voucherjih, bi vseeno na kratko malo povedala o voucherjih, zaradi tega, ker gre res za enostavne spodbude in za tistega, ki razmišlja o tem, da bi recimo, ne vem, naredil spletno stran, pa ima že skoraj da vse pripravljeno, pa išče neke vire financiranja, je zagotovo dobro, da se že zdaj informira o tem, kljub temu, da so voucherji zaprti, zaradi tega, ker je tako, ko se odprejo, je pač tisti, ki prej pride, potem v bistvu ima pač večje možnosti, da bo, se pravi, njegova vloga potrjena. Zdaj, kot sem rekla, preko voucherjev si lahko podjetja povrnejo stroške aktivnosti, ki so pač upravičene, do 60% sofinanciranja. DDV ni upravičen strošek. Lahko podjetje koristi na leto maksimalno 3 voucherje oziroma maksimalno vrednost 30.000 evrov na leto. Zdaj nekako v osnovi je bilo rečeno, da bodo ti voucherji čez celo leto na razpolago, ampak malo se vmes zapirajo. Prijava je zelo enostavna, preko e-portala poteka digitalno. Zdaj recimo konkretno, če rečem za ta digitalni marketing, si vi iz kataloga izvajalcev izberete pač tistega, ki v bistvu vam ponuja to, kar potrebujete, z njegove strani pridobite ponudbo in v bistvu čisto enostavno izpolnite obrazec z vašimi podatki, zakaj potrebujete recimo spletno stran, kaj boste v bistvu zdaj z njo dosegli, napišete domeno noter, v bistvu podpišete izjavo, da imate poravnane davke in prispevke in v bistvu oddate digitalno to vlogo. Tako da res je enostavna oddaja vlog, prav tako pa so tudi odgovori zelo hitri. Namreč tam v 15 delovnih dneh dobite potem odgovor in v bistvu, če je ta odgovor pozitiven, dobite že kar pogodbe, če pa mogoče pač kaj ni v redu, vam sicer vlogo zavrnejo, ampak jo potem lahko takoj ponovno oddate še enkrat. Tako da to je sigurno, da prednost teh voucherjev.
Kot že rečeno, ti trije, ki sem jih navedla, so sicer trenutno zaprti, ampak če imate namen te aktivnosti izvajati, predlagam, da spremljate, lahko tudi nas kontaktirate, pa smo na vezi, kdaj bodo objavljeni, pa da v bistvu že imate mogoče do takrat vse pripravljeno glede vloge, da potem samo vlogo oddate. Naslednji razpis je sicer tukaj napisan za internacionalizacijo, ampak se navezuje tudi na digitalizacijo. Gre za podobne vsebine, kot sem zdaj tukaj govorila pri voucherju za spletni marketing, ampak so upravičeni stroški namenjeni tudi za izdelavo spletne strani, pa za izdelavo spletne trgovine, ampak je vse namenjeno to za tuje trge. Se pravi, digitalizacija z nastopov na sejmih pride v poštev, prevodi za spletne strani, prevodi za spletne trgovine, sama vzpostavitev tuje spletne strani, lahko si pripravite kakšne produktno-prodajne videe, ampak nekako vse za tujino, ne? Če so tisti voucherji, ko sem prej o njih govorila, namenjeni lahko Slovenija ali tujina, je ta razpis, e-poslovanje se imenuje, namenjen v bistvu, da si vi nekako ta digitalne stvari pripravite z namenom, da potem z njimi vstopite na tuje trge. Zdaj tukaj je rok za prijavo naslednji 1.10., tako da časa je še kar nekaj, da se lahko vloga pripravi. Razpisuje ga Spirit Slovenije, zdaj tukaj je povezava, lahko pa nas potem tudi kontaktirate za podrobnosti. Zdaj tukaj dodeljena sredstva za sofinanciranje, tukaj ne morejo biti nižja od 5.000 in pa ne višja od 30.000 evrov, sofinanciranje pa je v višini 70% vrednosti, ne? Tako da pač 30% je potem potrebno sofinancirati z lastnimi viri. Potem, če gremo dalje, naslednji viri financiranja za internacionalizacijo so voucherji. Zdaj ta prvi, ki sem ga tukaj navedla, voucher za tržne raziskave tujih trgov je trenutno zaprt in bo zdaj septembra v jeseni predvidoma zopet odprt. Ostala dva voucherja, ki sta pa voucher za udeležbo na mednarodnih forumih in pa voucher za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini, sta pa odprta in sta aktualna. To pomeni, da se na njih lahko prijavite. Pri prvem lahko upravičite svoje stroške, recimo, če se udeležite nekega mednarodnega foruma, pa morate tam plačati kotizacijo, pa v bistvu plačati, da vas pišejo v katalog obiskovalcev oziroma razstavljalcev, pa potem si lahko povrnete stroške potovanja, stroške nočitve z zajtrkom. Morate pač v vlogi že napisati, kateri mednarodni forum boste obiskali, pa seveda nekako ta okvirni proračun tudi že vedeti, pa noter napisati. To je ta prvi voucher. Zdaj drugi pa je voucher za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini. To pa se lahko udeležite torej kot podjetnik ali pa kdo izmed vaših zaposlenih. Če recimo, ne vem, ali ministrstvo ali kakšna zbornica organizira gospodarsko delegacijo v tujini in se pač vi imate namen te gospodarske delegacije udeležiti, lahko v bistvu si tudi preko tega povrnete kotizacije, se pravi stroške prijave, recimo, če greste na kakšen B2B dogodek, ki ga morate plačati, si lahko povrnete enako prevoz in pa nočitev ali pa nočitev z zajtrkom. Zdaj veljajo pa enaka pravila, kot sem prej rekla, glede voucherjev, do 60% je to povrnjeno, DDV ni upravičen strošek. Postopek je enak, kot sem prej opisovala, hiter, enostavno je za oddati vlogo, hitro potem dobite tudi odgovor. Zdaj razpisuje torej Slovenski podjetniški sklad, nekako naloga nas podsvetovalcev pa je, da vam pomagamo pri pripravi vloge. Tako da zdaj, če je bilo kdo zainteresiran, pa se mu postavi kako vprašanje, seveda vabljen, da nas kontaktira, pa potem skupaj pogledamo in odgovorimo. Naslednji vir oziroma aktualen razpis, ki je sofinanciranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije. Gre za posojila SID banke, ki je nekako s poslovnimi bankami sklenila linijo, ki omogoča, en izmed namenov je tudi projekte, ki so vezane na internacionalizacijo poslovanja. Podjetja so lahko različnih velikosti, ni zato, da bi bilo za neka velika podjetja, ampak so lahko tudi manjša, lahko so tudi SP.
Pač zdaj, kaj je prednost, je, da dajo ugodnejšo obrestno mero v primerjavi z redno ponudbo bank. Od 1 leto do 15 je v bistvu doba kreditiranja, možnost moratorija. Za najmanjša, največja vrednost kredita nekako nista omejeni. Je tudi financiranje do 85%, ne, tako da en del pač morajo podjetja sama sofinancirati. So pa pač različne poslovne banke v to vključene, tako da tudi, če bo tukaj kako vprašanje, vabljeni, da nas kontaktirate, sicer pa je več informacij o tem na spletni strani SID banke. Zdaj naslednji razpis je razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Zdaj en rok za prijavo je že kar kmalu, 3.9. Je pa potem še več rokov, ne, tako da se lahko potem tudi še kasneje prijavite. Pač podjetje se iz tiste njihove baze, ki jo ima Spirit, izbere, na kateri sejem bi želel iti. Se v bistvu pač tam mora dati točno koliko kvadrature bo imel, neke predračune iz strani sejmišča in tako dalje, se prijavi na vlogo in potem pač dobi odgovor. Tako da to je recimo za nekoga, ki bi želel individualno nastopati na sejmih, tudi kar aktualen razpis. Vabljeni, zdaj, če ste za to zainteresirani, da nas kontaktirate za kakšne podrobnejše informacije. Zdaj, glede sejmov ima Spirit Slovenija tudi zunaj povabilo podjetjem, da posredujejo interes. Tu pa gre za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini, zdaj še do konca leta 2021, pa za prvo četrtino leta 2022. Tukaj lahko pač ta interes izrazijo ali podjetja, ali kakšna združenja, ali v bistvu zbornice, sekcije in tako dalje. Tako da potem pač Spirit zbere ta interes in pa se tam, kjer je pač so največji interesi, potem organizirajo gospodarske delegacije in skupinske udeležbe, ki se pa v bistvu potem na eni strani lahko kombinira tudi z voucherji, o katerih sem prej govorila. Naslednji aktualen razpis na področju internacionalizacije je javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov. Zdaj naslednji rok je torej 30.9., tako da nekaj časa še je. Stroški, ki pa tukaj pridejo v poštev in jih lahko uveljavljate, pa so stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve, ureditve razstavnega prostora. To je ena vrsta stroškov, druga vrsta pa je, da si v bistvu vi na nekem tujem trgu lahko najamete tudi storitve lokalnega agenta, recimo, ne vem, za neke marketinške aktivnosti, ki so pa potem namenjeni promociji blagovne znamke slovenskega podjetja. Zdaj, tukaj bi samo opomnila, da je ta razpis namenjen podjetjem, prijaviteljem, ki imajo sedež v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ne. Tako da mogoče to je recimo pač zdaj samo za ta del Slovenije. Vsi ostali, ki sem pa jih zdaj naštevala, pa so trenutno odprti za celotno Slovenijo, ne. Zdaj bi mogoče na koncu še omenila javno povabilo, ki ga ima zunaj Spirit Slovenija na Expo Dubaj. Gre torej za aktualni največji podjetniški dogodek v letošnjem letu, ki se bo torej odvijal v Dubaju od oktobra letos pa do marca naslednje leto. Spirit Slovenija je torej vabi podjetja, da se tega dogodka udeležijo. Pripravila je 2 promocijska paketa za podjetja. En je podjetniški paket, pač namenjen podjetjem, ki bi želeli predstavljati svoje produkte, storitve, pa bi se udeležili tega dogodka en teden. Tu je vrednost 5.000 evrov, drugi pa je poslovni paket, kjer traja 14 dni, pa malo bogatejša ponudba je pa 10.000 evrov. Zdaj, ti paketi grejo skupaj tudi z voucherji za strokovne forume, tako da v bistvu, če se recimo bi odločili pa udeležili recimo podjetniškega paketa, si lahko pač do 60% povrnete preko voucherjev.
Možno pa je tudi se te razstave, tega dogodka Expo Dubaj udeležiti tudi preko gospodarskih delegacij, ki so aktualne in so informacije o njih na voljo na spletni strani Spirita. Takrat pa se lahko v bistvu tudi uporabi voucher za gospodarske delegacije, kjer si tudi do 60% lahko podjetja povrnejo stroške bivanja, prevoza, udeležbe na tem dogodku. Tako da zdaj to bi bilo z moje strani. Jaz bi dala še tukaj kontakte in vas vabim z vašimi vprašanji, da nam pišete spod.podravje@podravje.si ali nas kontaktirate preko telefonske številke 0233311385, če boste imeli kakšna vprašanja glede virov financiranja, pa tudi sicer glede vaše podjetniške poti. Tako da to bi bilo z moje strani. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za predstavitev. Tako, zdaj bomo pa morda pogledali še drugi del financiranja, ki se pa nanaša na financiranje z vidika banke. Tako da bi besedo kar predal našemu naslednjemu govorcu. Gospod Dejan Pristolnik je z nami in nam bo podal malo več tovrstnih informacij. Izvolite, prosim. Sam naslov financiranje naložb nove tehnologije zveni zelo ozko usmerjen tehnološko financiranje, vendar če pogledamo danes 90% investicij, ki se dogajajo v kmetijstvu, zajema tudi vgrajevanje ali spreminjanje obstoječe tehnologije, vgrajevanje nove tehnologije. Tudi pri nakupih osnovnih sredstev gre večinoma za tehnološko razvite delovne stroje. Tako da lahko v bistvu ta naslov zelo široko dojemamo kot financiranje naložb v investicije na kmetijstvu. Moje ime je Dejan Pristolnik, v Novi Ljubljanski banki pokrivam področje, se pravi, vodim regijo za poslovanje z malimi podjetji in pa sem koordinator specializiranih svetovalcev za področje kmetijstva v naši banki, ki spada tudi v ta segment. Lahko rečem, da se pri nas na nek način vse skupaj začne, odvija in konča na temelju osebnega pristopa, se pravi individualnega pristopa do vsakega posameznika, do vsake posamezne kmetije. Dejansko skupaj z kmetovalci želimo konstantno zbirati informacije o njihovem poslovanju, jih spremljati pri njihovem poslovanju in kar je najpomembneje, pomagati na nek način biti enakovreden partner pri razvoju kmetije in se od njih konstantno tudi učiti. Mogoče za začetek hiter pogled na današnje teme. Trendi v kmetijstvu, ki jih je že v prvi točki predstavitev oziroma v prvi predstavitvi gospod Rudl zelo lepo povzel. Potem, kaj so priložnosti, pristopi k financiranju, načrtovanju denarnega toka pri nas v Novi Ljubljanski banki, odločanje o večjih naložbah in pa iskanje virov financiranja za potrebe in želje v investicijah. Zdaj, dejansko vsi kmetje, vsi svetovalci, vsi na nek način vpeti v ta agrosegment in nenazadnje tudi bančniki vse skozi spremljamo trende v kmetijstvu. Kot že rečeno, gospod Rudl je na začetku zelo lepo podrobneje opisal posamezne trende, pa vseeno. Dajmo si za začetek pogledati mogoče nekaj največjih trendov, ki so danes največji driverji sprememb, če lahko uporabim to besedo, v kmetijstvu, tako v Evropi kot v Sloveniji. Sicer tako v Evropi kot v Sloveniji se zadnje čase soočamo z povečanim nakupom kmetijskih zemljišč. Absolutno v prvi vrsti to pomeni širitev obstoječih kapacitet posameznih kmetij. Žal, in tako kaže tudi statistika, v skladu s tem izginjajo nekatere manjše kmetije, se pa veča obseg površin na obstoječih večjih kmetijah. Medtem ko pa v Evropski uniji, glede na to, da hrana postaja na nek način, mogoče grdo rečeno, ampak dejansko res strateško orožje vseh posameznih držav, tudi špekulativni nakupi kmetijskih zemljišč in pa gozdnih zemljišč. Potem zagotavljanje zadostne samooskrbe pri hrani,
Se pravi, COVID je dejansko pokazal vse razsežnosti odvisnosti posamezne države od prehrane, ki prihaja iz drugih držav, se pravi odvisnosti od drugih držav, potem visoke cene. Seveda tu pri teh cenah služijo predvsem posredniki, ne pa tisti začetni oziroma osnovni proizvajalci. Potem velik igralec na tem trgu v zadnjih letih digitalizacija. Digitalizacijo zahteva dejansko spremembe pri obnašanju kupcev, maksimalni izkoristek obstoječih kapacitet na posamezni kmetiji, ne, se pravi, vgrajujejo vse avtomatizirane proizvodnje in pa seveda inovacije v kmetijstvu. Eden izmed ključnih trendov tudi v tej panogi postaja ta ESG politika in tukaj moram s ponosom povedati, da je Nova Ljubljanska banka prva slovenska podpisnica globalnih načel za odgovorno bančništvo, kar pomeni, da bomo v Novi Ljubljanski banki ponosno pa brezpogojno podpirali vse dobre projekte, ki bojo sledili smernicam ESG-ja. Hkrati na drugi strani pa pomeni, da bomo postopoma začeli zavračati tudi vse ostale projekte, žal, ali pa hvala Bogu, ki ne sledijo nobeni od smernic ESG-ja. Potem pritiski za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pa absolutno pritiski, se pravi vpliv na vire, proizvesti več z čim manj. Zdaj, iz teh trendov seveda izhaja neke priložnosti, za priložnosti ali pa seveda tudi odgovornosti vseh nas. Verjetno poznate, sploh tisti, ki se v tem segmentu zelo aktivni, v mesecu novembru je bila opravljena raziskava Evropske centralne banke in Evropske komisije, ki je pač ugotavljala potrebe po financiranju v posameznih državah na področju kmetijstva ali pa kmetijsko-živilskem sektorju. In ocenjena vrzel po kreditiranju, se pravi po dodatnih finančnih sredstvih v Sloveniji je nekje 950 milijonov evrov po tej raziskavi. Glede na donosnost kmetij v Sloveniji je ta realno mogoče ocenjena s strani tudi slovenskih strokovnjakov nekje do 400 milijonov evrov. 2/3 te vrzeli pa predstavlja potrebo po financiranju v obliki dolgoročnih kreditov. Zdaj, tule sem vam v prezentacijo pripel en statistični izsek, kjer je pač jasno vidno, da je največ kreditiranja na področju kmetijstva oziroma najbolj aktivna je tukaj Francija, potem sledijo Danska, Belgija, Češka, Finska. Slovenija je v tem sektorju zelo malo aktivna, kar tudi izhaja iz povzetka te raziskave. Mogoče pa je smiselno primerjati določene trditve iz druge raziskave. Tukaj v tej opombi slovenska prehranska samozadostnost je zelo nizka, ne, najvišjo ima tudi Francija. Hkrati pa vidimo povezavo, da tudi Francija velja za državo, kjer je dejansko kreditna aktivnost bank v kmetijstvu največja. Se pravi, je smiselno iskati tukaj nekje neko povezavo z večjo stopnjo kreditiranja, predvsem dolgoročnih kreditov, z večanje stopnje samozadostnosti. Zdaj, kaj kmetovalci dejansko potrebujejo? Seveda, v kmetijstvo, v agrosegmentu je veliko investicij v zadnjem času oziroma že skozi celotno obdobje, tako kratkoročnih kot dolgoročnih, vendar pa seveda več denarja za investicijo si lahko privoščijo večje kmetije, vendar pa to so investicije v posodobitev kmetij, prilagajanje določenih praks, predpisov in novim zahtevam, pa širitev proizvodnje. Vendar pa povem iz lastne izkušnje, ker pač pokrivam oba segmenta, v primerjavi z malimi in pa nekimi srednje velikimi podjetji v drugih gospodarskih sektorjih je kreditna aktivnost na področju kmetijstva občutno manjša. Zdaj, zakaj? Obstajajo nekje javno objavljene raziskave, pa tudi v Novi Ljubljanski banki smo preko intervjujev posameznih obstoječih kmetovalcev pri nas poskušali izvedeti, kaj je problem, ne? In večinoma so razlogi, da pomanjkanje medsebojnega zaupanja in razumevanja, predvsem med bančniki in kmetovalci. Drugi razlog so negativne predhodne izkušnje z bankami. Tukaj se predvsem nanaša že pri prevzemniku, pa potem oče predhodno.
in neprivlačna kreditna ponudba ter zapleteni in dolgi postopki odobritve. Pomanjkanje finančne pismenosti, vključno z znanjem sestave razvojnih poslovnih načrtov za kmetijo. Zato mogoče tukaj, če se vrnem na predhodno prezentacijo, ne samo priložnost, tudi odgovornost nas, bančnikov, če temu tako rečem, in pa vseh pripravljalcev poslovnih načrtov in kmetijskih svetovalcev je v tem, da kmete, ki tukaj ne govorim o finančni pismenosti kot slabi, oni so strokovnjaki na svojem področju, oni so v svojih štalah od 5 do 9 zvečer in je razumljivo, da tega finančnega segmenta ne obvladajo tako zelo, da pa jih mi skupaj pripeljemo do možnosti za pristopu k financiranju tako kratkoročnem in pa dolgoročnem. Zdaj, kako dejansko v Novi Ljubljanski banki pristopamo k krepitvi zaupanja in odločitvam o financiranju? Absolutno, tako kot sem že na začetku povedal, je pri nas individualen pristop do posameznega kmetovalca skozi celotno obdobje. Zakaj? Zaradi tega, ker se še kako zavedamo, da toliko, kolikor je kmetij, toliko je različnih poslovnih modelov posameznih kmetij, od manjših do večjih, od različnih tipov kmetij, se pravi, nekatere so izključno živinorejske, nekatere so mešane, nekatere se ukvarjajo z pridelavo in prodajo vina, nekatere so turistično usmerjene, se pravi, kolikor je kmetij, tolikor je različnih poslovnih modelov in vsak od teh poslovnih modelov si dejansko zasluži individualno obravnavo. In za to individualno obravnavo je naš edini način razmišljanja in naš edini način delovanja v Novi Ljubljanski banki, kako dejansko kmete obravnavati, kako jim svetovati in na kak način lahko najdemo skupne rešitve. Eden izmed temeljnih pristopov je zraven individualnega pristopa seveda obisk banke še pred začetkom načrtovanja novega projekta. To je zelo pomembno, saj kmetovalec v banki dobi tudi drugačen pogled, mogoče od nas bančnikov je smiselno pričakovati bolj kritičen pogled na stvari, konec koncev. Sodelujemo z našimi risk menedžerji, če jih lahko tako imenujem, ki dejansko upoštevajo tudi vse morebitne negativne vplive. Dolgoročno partnerstvo je zelo pomembno iz vidika obvladovanja oziroma spremljanja posamezne stranke in pa reakcije, hitre reakcije v trenutku, ko ta stranka to potrebuje. Tukaj moramo omeniti, da za stranke v Novi Ljubljanski banki, ki so z nami že več kot 2 leti in poslujejo z nami kot edino banko, smo razvili poseben model, kjer lahko stranki tudi v 48 urah podamo odgovor in pa tudi že po domače rečeno oziroma strokovno rečeno time to money, denar na račun v 48 urah do zneska 200 000 izpostavljenosti. Vendar pa res lahko do tega na področju poslovanja s kmeti pridemo le z dolgoletnim spremljanjem. Zakaj? Zaradi tega, ker finance pri kmetih so tako, javno objavljeni finančni podatkov ni, pridobiva se vedno kumulativa po posameznih prihodkih, ki jih ustvarja in pa potem tudi določene stvari si je treba znati razložiti. Se pravi, ne moremo jih enačiti za podjetji, kjer so v okviru bilanc javno objavljeni njihove podatki. Zato je potrebno stalno in pa dolgoročno spremljanje kmetije, da si lahko privoščimo potem hitro in pravilno reakcijo. Kar se tiče razvijanja kmetije skupaj z banko, tukaj bi pa rekel, da kmet je danes že v položaju, ko od banke ne pričakuje le potrebe po manj dokumentaciji, ampak tudi strokovni svet, usmeritve, mogoče tudi določene usmeritve glede dokumentacije. Kar pa smo v zadnjem času tudi pri nas v Novi Ljubljanski banki prakticirali, je pa tudi povezovanje kmetov z podjetji, ki jih imamo na drugi strani v našem portfelju, ki so zelo aktivni na inovativnih izdelkih na področju kmetijstva, ki so zelo aktivni na področju digitalizacije kmetija in potem na nek način preko banke, seveda v soglasju tako na eni strani z povpraševalcem kot s ponudnikom,
nudimo možnost povezovanja med tistim, ki neko storitev potrebuje in tistim, ki jo proizvaja, hkrati pa lahko povezano tudi omogočamo financiranje take storitve za odjemalca. Zdaj, dejansko za ta osebni pristop, individualni pristop v naši banki skrbi zaenkrat ekipa 4 izkušenih svetovalcev za področje kmetijstva pod mojim koordinatorstvom. Naša glavna vloga pa je biti ustrezen, korekten in pa učinkovit posrednik med stranko kmetovalcem na nek način in seveda na drugi strani našimi internimi službami, risk službami, ki dejansko dosti ogromno pripomorejo k odločitvi o financiranju. In smo mi tisti, ki dejansko moramo nelogične podatke, ki so v večini primerov v osnovi povzeti v financah kmetij, argumentirati, interpretirati v skladu s tem, kar vidimo, kar spoznamo na kmetiji sami, da postanejo argumenti tehtni in odločitev pretehta v pozitivno smer. To je načrtovanje finančnega toka kmetije. Tu moram povedati, da finančni tok kmetije je zelo težko jasno interpretirati na prvi pogled zaradi tega, ker kmetije, kot sem že povedal predhodno, nimajo večinoma, ne sestavljajo bilanc in pa bilance niso javno objavljene, da bi banke na nek način z predhodnim posnemanjem tega ovrednotile bonitetno ali pa mogoče izračunale obseg morebitnega zadolževanja za posameznega kmeta, vendar vseeno, tukaj se z našimi svetovalci konkretno dotikamo vseh potrebnih sestavin, da lahko ustrezno načrtujemo denarni tok. Denarni tok dejansko ne pomeni nič drugega kot zmožnost odplačila obsega v enem letu kreditnih anuitet oziroma zmožnost, po domače rečeno, kreditno sposobnost kmetovalca na kratkoročnem področju ali na dolgoročnem področju. Seveda pa mora hkrati omogočiti tudi ne samo odplačilo obveznosti do banke, ampak tudi možnost sprotnega, normalnega delovanja kmetije, sprotnega razvoja in pa mogoče tudi ustvarjanja neke minimalne zaloge za nepredvidene dogodke med obdobjem odplačevanja kredita, ki ga je najel pri banki. Kadar se odločamo o naložbi, seveda skupaj z posameznimi kmetovalci pretehtamo veliko stvari. Vendar je trije pomembni koraki so pri tem, ki jih striktno zasledujemo in želimo tudi to zavedanje prenesti na naše stranke. Pomembno je to, kar sem že povedal, da kmetovalci pridete v banko še preden začnete načrtovati nove projekte. Se pravi, na podlagi tega se v banki skupaj pogleda vse potrebne dokumentacije, se določi potrebna morebitna zavarovanja in pa poda povratna informacija, se pravi, ali pa več ključnih povratnih informacij o tem, na kaj sam pripravljalec poslovnega načrta z finančnega vidika mora biti pozoren, kaj mora predstaviti, kje kakšne podatke lahko pridobi, kaj banka potrebuje vezano na zavarovanja, kaj banka potrebuje vezano na novo investicijo. Se pravi, tudi kritičen pogled vključuje to tehtanje o odločitvi o novi naložbi in na koncu dejansko pomeni rezultat o izbiri pravega produkta z pravim namenom, morebiti tudi vključuje dodatna zavarovanja, se pravi zavarovanje napram dobaviteljem, če so ti novi, to so raznorazni plačila preko akreditiv, garancije in podobne stvari. Kaj je še dobro upoštevati? Zraven vsega tega mi zelo poudarjamo odkrite, transparentne razgovore, predvsem z vidika nepredvidenih dogodkov, ki se lahko skozi dobo odplačevanja kredita zgodijo na kmetiji. Odkrito se pogovarjamo o morebitnih negativnih izkušnjah iz preteklosti, zanima nas reakcija kmeta v takih izkušnjah in pa tudi banka predstavi svoje negativne izkušnje z podobnimi investicijami in reakcijo banke, tako da tudi kmet ve, kaj pričakovati, če se kaj takega zgodi.
Se pravi, kakšne so njegove pravice, kakšne so njegove možnosti, če pride do tega. Se pravi, tukaj imate tudi noter naveden moratorij za odplačilo glavnice, to je tista, ne bom rekel skrajna, ampak ena izmed skrajnih možnosti, ki jih banka ponuja v obdobju odplačila za primer odložitve obveznosti do banke za določeno obdobje, v katerem pač kmetija potrebuje sredstva za sanacijo posledic nekih neljubih dogodkov. Vzdržna finančna konstrukcija, to je eden izmed temeljev, na katere se pač fokusiramo. Namen banke ni samo posoditi denar in rešiti trenutno situacijo kmetovalca, podjetja, fizične osebe, kogarkoli, ampak je potem v njenem namenu tudi, da denar v rokih, ki so dogovorjeni, brez zamud dobi vrnjen nazaj. To pa pomeni tudi to, da mora dejansko z novo investicijo, ki jo je podprla finančno, z kreditom ali z kakršnimkoli drugim produktom, da želi oziroma da je njen namen, da ta investicija tudi omogoča dodatno vrednost tej kmetiji, da se ta kmetija normalno razvija, da zmore vmes tudi reagirati na nepredvidene dogodke in da dejansko ne predstavlja obremenitve za kmetijo to odplačevanje teh novih zadolžitev in pa predvsem pomembno to, da je finančna konstrukcija načrtovana v zadostnem obsegu v smislu, da ko je počrpan zadnji evro kredita, da ta investicija lahko začne normalno delati in ustvarjati pogoje, ne da na koncu zmanjka za nepredvidene stroške, kot so, stroški izobraževanj za določeno novo opremo, stroški dodatnih povečanih zalog. Zato v okviru tega načrta debatiramo tudi o takih potrebah. Ko vse to pregledamo, seveda imamo na voljo v okviru bančne ponudbe različne vire financiranja, klasično limit, kratkoročni kredit, dolgoročni kredit do 15 let. Tukaj pri fleksibilnih kreditih bi želel poudariti samo to, da dejansko pri odplačevanju obveznosti iz tega naslova sledimo potrebam oziroma zmožnostim stranke in anuitete prilagajamo na odplačilo na tista obdobja, kjer je pač denarni tok oziroma finančna sredstva na kmetiji najbolj močna oziroma v največjem obsegu. Leasing kot alternativni vir financiranja nove kmetijske opreme, pa če kot zadnjo alinejo navajam leasing, je prav, da naštejem tudi nekaj bistvenih lastnosti med leasingom ali pa kreditom. Seveda, leasing predstavlja zaokrožen del ponudbe za kmetovalce tudi v Novi Ljubljanski banki. Razlike so dejansko v lastništvu, razlike so lahko v zahtevanih lastnih sredstvih v investiciji, se pravi, razlike so tudi v dobi financiranja dostikrat in pa bistvena razlika je v obsegu potrebnih zavarovanj opreme, ki se kupuje na ta način. Kakšni so izzivi v prihodnje? Seveda tako na trgu kot tudi v bankah. Absolutno zadostno zavarovanj. Tukaj se včasih pojavi problem pri zaščitenih kmetijah, dejansko, ker jih je potrebno z vidika zaščite obravnavati kot celoto. Mogoče, izziv obstaja v Sloveniji podobna shema, kot jo imajo tudi v državah Evropskih unije, pa kot jo imamo tukaj za mala pa srednje velika podjetja, pa tudi za velika, se pravi državna jamstva za dolgoročne kredite, ker bi pač država ponudila nek odstotek garancije, bančne garancije in s tem dejansko pomagala kmetom pri pridobivanju zavarovanj, ki so ponavadi vedno oziroma velikokrat problem, sploh pri manjših kmetijah. Se pravi, pogrešamo v bankah, da bi še bolj intenzivno stopali tudi v projektna financiranja na tem področju, primerjave projektov, naprimer na tem agrosegmentu, tako kot ima naprimer Nizozemska izgradnja urbanih rastlinjakov, hidroponika se pojavlja in dejansko banke rade delujejo na podlagi primerjalnih ocen projektov določenih, teh zaenkrat v Sloveniji še ni toliko, ampak se tudi v Novi Ljubljanski banki fokusiramo na to.
Vabimo tudi te investitorje, da nam predstavijo projekte, ker tako kot sem že povedal na začetku, mi se skupaj z vami želimo učiti, skupaj želimo preizkušati nove stvari in smo odprti tudi za te stvari. In pa poznavanje inovacij, ki so predmet financiranja. Tukaj pa tudi z našim internim sektorjem za vrednotenje oblikujemo ekipo, ki se dejansko ukvarja z preučevanjem inovacij na tem trgu, da smo lahko še bolj suvereni, da lahko tudi damo povratno informacijo posameznemu kmetu in da dejansko pomagamo pri oceni smiselnosti, donosnosti neke nove investicije v tako visoko tehnološko opremo. Z moje strani bi to bilo vse. Jaz vam zahvaljujem za pozornost. Tukaj je moj kontakt in pa, če so kakršnakoli vprašanja, mogoče zdaj na chat ali pa direktno na elektronski naslov. Drugače pa lep pozdrav. Najlepša hvala, gospod Pristovnik. Hvala lepa tudi vsem ostalim današnjim predavateljem. Jaz mislim, da so bile teme zanimive. Zdaj, zbrali smo danes pač nekaj tem, ki so dejansko bile vezane na digitalizacijo. Jaz menim, da več predavanj, več zanimivih predavanj lahko vsekakor slišite tudi v okviru sejma Agra in ste vljudno vabljeni na njihovo poslušanje. Z naše strani bi bilo glede vsebin to danes vse. Poudaril bi še samo ob zaključku, da današnje srečanje je vezano na kooperacijska srečanja, na B2B dogodke, ki potekajo po spletu. In poleg današnjega dneva seveda bomo poskušali pomagati tudi vsem podjetnikom domačim in pa tujim pri aktivnem iskanju partnerjev. V to smo vključili partnerje iz več držav Evropske podjetniške mreže oziroma Enterprise Europe Networka, ki nam bodo pomagali pri iskanju kontaktov, in sicer 14. september je potem tisti naslednji termin, kjer menimo, da bomo lahko tudi po samem iskanju zagotovili še dodatne uspešne poslovne kontakte. To bi bilo za danes vse. Najlepša hvala vsem predavateljem, vsem slušateljem in se vidimo na naslednjem dogodku. Hvala lepa.